Dober dan, moje ime je Dušan Rutar in pričenjam serijo kratkih pripovedi iz vsakdanjega življenja s skupnim nazivom Nevidnost hendikepa. Veliko let se že srečujem z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju spopadajo s hendikepom, ki ga zastopajo in se želijo o njem pogovarjati. Naše pripovedi imajo vedno znova isto skupno noto in to je nevidnost hendikepa. S to serijo pripovedi skušam prispevati k premagovanju te nevidnosti. Za hendikep je namreč paradoksno značilno, da pogosto, celo tedaj, ko ga mediji vendarle pokažejo, ko spregovorijo o njem, to naredijo na način, za katerega še vedno velja, da obstaja nevidnost hendikepa. Bodisi to naredijo na preveč patetičen način, na preveč popularen način ali pa na kak drug način, ki je preprosto prekratek, da bi lahko razumeli, zakaj je hendikep tako pogosto neviden in kaj nevidnost hendikepa sploh pomeni. Pripovedi iz vsakdanjega življenja bom vsakič pospremil z dobro knjigo. Trenutno berem tole, ki nosi naslov S periferije, z obrobja. To so resnične, realne zgodbe o hendikepu, realne zgodbe, pripovedi iz vsakdanjega življenja. Spisala jo je danska odvetnica Pia Justesen, velika borka za premagovanje nevidnosti hendikepa in hendikepiranih ljudi. Sama ima svoje delo za poslanstvo in pridružujem se ji, kajti moje delo bi ravno tako lahko imenoval življenjsko poslanstvo. Želim torej prispevati k premagovanju nevidnosti hendikepa. To je druga knjiga iz renesanse, s katero se ravnokar srečujem, vendar bom o njej spregovoril kasneje v kakšni od prihodnjih pripovedi. Za nadaljevanje tokratne zgodbe pa je zelo pomembna tale slika. Nastala je leta 1656, naslikal jo je španski slikar Diego Velázquez. Na sliki bi rad opozoril zlasti na detajl, ki ga vidimo na skrajnem desnem robu slike. Tam vidimo dva mala človeka, little people. Skrajno desno, čisto na robu, je italijanski dvorni zabavnik Nicola Spertusato. Desno od njega oziroma z naše strani na levi pa je nemška služkinja na dvoru, ki se imenuje Marija Barbara Asquin. Slika, ko je bila prvič katalogizirana, je dobila naziv La Familia. Dejansko prikazuje špansko kraljevo družino in za nas in za naše nadaljevanje je pomembno, da sta oba mala človeka prikazana, da sta na sliki, kot da sta del kraljeve družine. Tudi o tej knjigi bom spregovoril naslednjič, zdaj pa k današnji pripovedi. To je pripoved o žalosti. Pred časom se je pri meni oglasila mlada oseba in se želela z menoj pogovarjati o nečem, kar jo je dobesedno preplavljalo. To je bila žalost. Bilo je tudi trpljenje, povezano z bolečino, z umiranjem in smrtjo. Bolečina je naraščala, trpljenje je naraščalo, žalosti je bilo vedno več. In potem, ko so se kar nekaj časa pogovarjala, se je začelo dogajati nekaj zelo posebnega, nekaj, kar bi rad izpostavil v tokratni pripovedi. Počasi se je namreč zgodil premik. Premik je bil tale. Sprva se je zdelo, da želi moj sogovorec, kot da bi obstajal nek zunanji dejavnik, da želi, da nekaj od zunaj ali nekdo od zunaj nekaj stori, da trpljenja, bolečine in žalosti ne bi bilo več. Kot da naj se nekako pojavi psihiater z zdravilom, naj pride od nekod čarovnik, naj začara ali naj pride kak drug človek in naj nekaj naredi,
da trpljenja te mlade osebe ne bo več, da bo bolečina izginila, da umiranja ne bo več in da se bo zdelo, kot da smrt ni del vsakdanjega življenja. Potem pa, kot rečeno, se je skozi pripovedovanje zgodil premik. Nekega dne mi ta mlada oseba preprosto začne govoriti, kako ve, kako sedaj dokončno razume, da je bolečina del življenja, da je trpljenje del življenja, da isto velja za umiranje in celo smrt. Zlasti pa mi pove, da ne želi več vsega tega bežati, da ne želi več iskati varnega zatočišča, varnega okolja, kjer bi se zdelo, da vsega tega sploh ni. Da se torej končno želi soočiti z bolečino, z umiranjem, s trpljenjem, z žalostjo. Premik, ki se je zgodil, je bil res osupljiv. Pove pa nam, da je najbrž tudi sicer v vsakdanjem življenju tako, da človek, ko se sooči z bolečino in trpljenjem, najprej želi, da bi vse to izginilo, da želi varnost, da išče zatočišče, kjer bolečine in trpljenja ne bi bilo. Bistvena značilnost dobrega pogovarjanja pa je natanko ta, da se govorec in sogovorec, da se gost in gostitelj ne sprenevedata, da se ne obnašata, kot da bolečina, trpljenje, umiranje, smrt, žalost niso del vsakdanjega življenja, ampak se obnašata ravno nasprotno. In soočanje z bolečino, trpljenjem, žalostjo, umiranjem in smrtjo omogoča nekaj, kar je skoraj čudežno. Nenadoma je vsega tega manj kot še nekaj dni nazaj. Kot da bi pogovor, dober pogovor, prispeval k temu, da se bolečina zmanjša, da je trpljenja vse manj, da se človek sprijazni, da je tudi umiranje del življenja in da je seveda na koncu smrt. Naslednjič druga zgodba.